Še en primer spletne spolne zlorabe. Mlada Slovenka je nekdanjemu partnerju poslala intimne fotografije, ta pa jih je brez njenega privoljenja pošiljal naprej. Fotografije so pred 2 letoma pristale na spletni strani s pornografsko vsebino, s katero upravljajo neznanci. Kljub številnim pozivom, da jih umaknejo, se to do danes še ni zgodilo. Ja, na tej spletni strani sem odkrila, da vsaj jaz poznam na tej spletni strani vsaj 50 deklet, ki so bile zlorabljene na enak način kot jaz. Zadevo je poskušala prijaviti tudi na lokalni policijski postaji, a neuspešno. Kaj odgovarjajo na policiji? In koliko je pri nas podobnih primerov? Špela Bezjak z Rim. Pred 3 leti je tedanjemu partnerju, s katerim je bila takrat v zvezi 2 leti, poslala svoje intimne fotografije, prepričana, da mu lahko zaupa, da jih ne bo, če tudi se kdaj razideta, pošiljal nikomur. Leto dni potem, ko sta prekinila zvezo, pa je naša sogovornica, ki želi ostati anonimna, doživela šok. V bistvu mi je en znanec poslal link do teh fotografij in sem videla v bistvu, da so te slike, na katerih sem pomanjkljivo oblečena na tem forumu. Slike so še vedno gor na tej platformi, ne da se jih izbrisati. Kontaktirala sem že to spletno stran, da jih naj izbrišejo, zato ker nisem dala dovoljenja za objavo teh fotografij, vendar pač neuspešno. Še isti dan je odšla na lokalno policijsko postajo in zelo hitro razočarana tudi odšla. Prišla sem, povedala, kakšna je situacija, niso naredili ne zapisnika, niso me vprašali po večjih podrobnostih, rekli so mi, da sem sama kriva, da sem te slike pošiljala, da bi lahko vedela, kaj se lahko zgodi. Od leta 2017 je sicer tako imenovana maščevalna pornografija opredeljena kot kaznivo dejanje. Kdor javno objavi posnetke druge osebe s seksualno vsebino brez njene privolitve in s tem huje prizadene njeno zasebnost, se kaznuje z zaporom do 3 let. Ja, zelo razočarana sem. Zdi se mi, da sistem ščiti te ljudi, ki dejansko to počnejo, ne ščitijo pa žrtev. Zakaj prijave naše sogovornice niso obravnavali, kot bi morali, še preverjamo. So pa nam z ljubljanske policijske uprave potrdili, da so prejeli eno prijavo in da trenutno zbirajo obvestila glede morebitnih sumov kaznivih dejanj. Žrtve pa se večkrat obrnejo tudi na Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost, CICERT. Tukaj je problem to, ker te spletne strani se ne nahajajo v Sloveniji. Ponavadi se nahajajo v nekih tretjih državah, ker je to vprašanje, kakšna je zakonodaja tam. Četudi gre za slovenske uporabnike, je tuje spletne strani težko preiskovati, še dodaja Hren. Tukaj je tudi vprašanje, ali lahko policija dobi podatke o teh, ki so to objavili. Ponavadi so ti postopki zelo težki in dolgotrajni. Ti moški so predvsem aktivni po noči, ob 4-5 zjutraj. Takrat je pač tudi največ objav. Najbolj se zaščite proti tem, tako da sploh ne naredite teh vsebin. Se pravi, da se ne fotografirate goli, ne delate nekih takih videov. Pa tudi, če gre mogoče v tistem trenutku mislite, da sej se ne bo nič zgodilo, sej to je pa oseba, ki recimo zaupam. Je pa grozno zaradi tega, ker se vsakodnevno fantje, ki stojijo za anonimnimi profili, pogovarjajo o teh puncah, širijo laži. Ne upam si več iti po mestu, ne upam si več v restavracije, na koncerte. Naša sogovornica pravi, da pozna še veliko deklet, ki so se znašle v enaki situaciji kot ona. Dekleta pa se že povezujejo in si želijo, da bi pristojni kaznovali storilce in tako zaščitili žrtve, ki jih morda zaradi pomanjkanja previdnosti čaka podobna usoda.